V spomladanskem terminu reprezentančnih tekem se na prizorišče vračajo tudi mlade reprezentance, ki nadaljujejo s kvalifikacijami za Evropsko prvenstvo do 21. leta, ki bo junija prihodnje leto na Poljskem. Slovenija po 4 zmagah in 2 porazih ostaja v boju za napredovanje na Evropsko prvenstvo, na katero se neposredno uvrstijo zmagovalci 9 skupin, 4 najboljše drugouvrščene reprezentance pa gredo v dodatne kvalifikacije. Glede na to, da je v naši skupini Italija razred zase in glede na novembrsko zmago proti Srbiji na Bonifiki, je drugo mesto realen cilj. To se pravi, da bo to verjetno do zadnjega trenutka nekako ta bitka med nami za to drugo mesto. Italijani bodo najbolj verjetno odigrali tisto rutinsko do konca in bodo prvi, mi pa moramo to tekmo dobiti z Irci. Nova tekma na Bonifiki bo ena ključnih v boju za ohranitev upanja na premierni preboj na prvenstvo stare celine. Ne samo zaradi nujno potrebne zmage, ampak tudi zato, ker je to zadnja domača tekma Slovenije. Razpored nas bo namreč septembra odpeljal še na povratno tekmo na Irsko, ter oktobra v Litvo in Srbijo na morda odločilni dvoboj za končno drugo mesto, ko bo pomembno vlogo igral tudi seštevek točk v primerjavi z ostalimi drugouvrščenimi. Naši mladi upi niso v popolni postavi zaradi kazni manjka Stojanović zaradi poškodbe Stanković in Šporar, slednji je zadev proti Srbiji, je pa ponovno zraven Žan Benedičić in tudi drugi strelec za potrditev novembrske zmage proti Srbiji Dino Hotić. Vedno, ko se lahko boriš za napredovanje, so pričakovanja velika. Mi bomo igrali svojo igro, probali čim boljše odigrati in bomo na koncu sešteli pike. Nekateri mladi reprezentanti imajo pomembno vlogo pod taktirko selektorja Primoža Glihe in obenem trkajo na vrata članske izbrane vrste. Proti Makedoniji sta bila v kadru Srečka Katanca, za tekmo z Republiko Irsko se Luka Krajnc in Miha Zajc ponovno vračata k mladim upom. Jaz mislim, da je zelo pomembna tekma v mladi reprezentanci za naše kvalifikacije, tako da moramo biti 100% tudi tam osredotočeni in seveda iti na zmago. Zdaj kaj teže, ker ste pač kar favoriti postali za napredovanje? Pa ne, jaz mislim, da smo znajdi tudi v tej vlogi. Imamo dobro ekipo, mislim, da moramo biti samozavestni in seveda na zmago. Mlada reprezentanca je svoje tekmece v tem kvalifikacijskem ciklusu gostila v Ajdovščini, Celju in na Bonifiki, kjer bo odigrala že 3. zaporedno domačo tekmo. Koliko pomaga to, da ste stalni gosti na Bonifiki? Za nas je super, seveda lepo igrati doma, seveda meni še več, ki sem iz Kopra, tako da super. In še najpomembnejše vprašanje, kaj vemo o Ircih? Odgovor nanje je seveda poiskal selektor. Irci so zelo trd nasprotnik, zelo dobro skačejo, igra z glavo jim je fenomenalna, igrajo pa 3 vezni igralci, ki so zelo dobri pakeri, 6, 8 in 10, to so 3 manjši vezni igralci, zelo hitro mislijo, zelo hitro igrajo, energični so v vezni liniji, tako da tukaj se bomo morali zelo čvrsto postaviti, da bi to srečanje dobili. Irci sicer prihajajo v Slovenijo po 3 zaporednih kvalifikacijskih porazih. Slovenija ima 2 zaporedni zmagi. Tekmeca se bosta v tej kategoriji pomirila prvič.